Nekaj sva rekla, da bova predebatirala o sreči kot laku, ne, pa o trdem delu. Si rekel, da si videl eni sek, ki smo se mi o tem ciklali. Nisi ti rekel, da smo se ciklali, jaz pravim. Pa bi mogoče tvoj vidik rad slišal. Ne? Kaj je bolj pomembno za uspeh? Sreča ali trdo delo? Zdaj, jaz sem se s tem vprašanjem ful dolg časa ukvarjal, ful intenzivno, to pa zato, ker se mi je vedno zdelo, da sem imel v enih aspektih life ful sreče, v drugih pa manj. Ne? In pol sem se s tem ukvarjal, zdaj, zakaj to nikje ja, nikje ne. In pol, najprej, recimo, ne, če gremo analizirati, kaj je sreča. In zdaj sreča je dvoje. Eno je head start, ki ga imaš, se pravi, v kakšne okoliščine si dan. To je prva sreča. Ne? In tle, mislim, da ste se tudi dotaknili, kje si se rodil, v kateri družini si se rodil, kakšno je finančno stanje družine in podobno. Geni. Ja, IQ. Ja. No in to je zdaj, kakšen head start imaš. Ampak na to imaš ful malo vpliva. Nič. Ja, nič. No. Ja. Lahko rečeva nič, mislim. Nič, razen če sva duše, ki sva si izbrala prej to, ampak recimo nič. No, ampak tle imamo študije, ki konkretno povejo, da ne vem, če si rojen v družini, ki ima boljši finančni status, ki je, ne vem, mogoče bolj izobražena, ne, da boš že simpel, ne zato, ker ti bojo kot otroku starši brali več knjig, tudi zato, ampak zato, ker boš izpostavljen besednjaku, boš izpostavljen drugim dialogom, prehrana bo verjetno boljša, več opcij boš imel, ne, tako da ta head start je ful pomemben. No? Tako da in država, ki si se rodil materialno, koliko se starši s tabo ukvarjajo, to je pač sreča in tle prispevek je ful velik temu. Če vzameš vse, ali ekstremno uspešne športnike, ali pa so bile okoliščine in to ful velika kombinacija okoliščin, ki so pripeljali do tega uspeha. Dostikrat meni je všeč prispodoba. Imel sem eno obdobje, ko sem ful rad gledal Air Crash Investigation, zakaj una letala padejo. Ne? In tam se dvoje zgodi, ali je ena ful velika napaka, nekdo res tisti major zaje, ali pa kombinacija nekih majhnih faktorjev, ki rečeš, kako se je to skupaj sestavilo, kako res tako nesrečno zaporedje. No in zdaj pa isto obratno, se pravi, da dobiš ti nekoga, ki je v nečem ekstremno uspešen, rabiš imeti serijo ali teh mini faktorjev, se pravi, rabo je imeti prave gene, rabo je biti v pravi državi rojen, rabo je imeti starše, ki so prepoznali talent in so omogočali vse okoliščine, da je 10,000 ur driblo žogo, igral violino ali karkoli drugega. Rabiš potem v pravem obdobju biti, ko je nek šport, neka kategorija v razcvetu in tam pride do nečesa. Se pravi, ogromno teh mini faktorjev se mora poklopiti, da dobiš še nekoga, ki je res top zvezda. In zdaj, seveda, ker imamo ekstremno uspešnih ljudi malo, zelo majhen procent, je tudi takih faktorjev, ki se poklapajo relativno majhen. Ampak zdaj, najslabša stvar, ki bi tle lahko rekel, je rekel, jaz pa, ne vem, nimam toliko inteligence, nimam toliko fizičnih sposobnosti, nimam toliko tega, brez veze, da karkoli počnem, adijo, bom se prepustil kam. Pač nisem imel sreče. Adijo, zaključim. To je pač najslabše. To je najslabše, se strinjam. Tako da jaz ne bi podcenjeval, kakšen head start ima nekdo, ne bi pa rekel, zdaj moram pa obupati, če jaz nimam tega head starta. No. In tle tudi velja še eno pravilo, če se želiš počutiti majhnega, boš vedno najdel nekoga, s katerim se lahko primerjaš, pa ne glede na to, imel head start ali se mu je kako drugače uspel, da se boš počutil majhnega. No. In eno je, da imaš kupico teh majhnih faktorjev, ki se zložijo v velik uspeh, no, drugo je pa tudi, da nekdo naredi v življenju pa eno pravo potezo, v enem trenutku, se vse kripto, mogoče najbolj aktualno, glih tam mu je en povedal, pa glih, ga je ful zanimal, pa je šel not, pa je bil en boom. Ampak spet, to so zdaj izjeme, ker je tega relativno malo, tega ni, da kar srečuješ vsak dan ljudi, ampak je relativno malo. No, zdaj pa pridemo na drug aspekt,
ki pa je, ok, to je moj head start, ne, ali pa ne head start, tle sem, ne, tle je moja točka, to so moje karte, ne, zdaj moram pa s temi kartami nekaj odigrati. No, tle pa pridejo do tega, ker ni vprašanje, ne, spet če rečeva, a sreča vpliva na to, ko nekje začnem tekmovati ali pa karkoli delati, ta sreča vpliva na to. Ja, spet ima sreča vpliv. Ne. Ena italijanska študija je bila, ki so naredili ne vem kakšno simulacijo, ogromno, no, in so ugotovili, ja, da ljudje, ki imajo mačka nadpoprečne kompetence, pa ful sreče, pridajo najdlje. Ne? In zdaj nekomu so dali pa tam kompetence na max, ne, pa srečo na minimum, pa ni prišel nikamor. Ne? So dali pa nekomu podpoprečne kompetence, pa ful sreče, pa vsem dal prišel. Ne? Ampak najdalje prišel nekdo, ki ima nadpoprečne kompetence, pa veliko sreče. Ne? Seveda, logično. Okay. No, zdaj pa pravo vprašanje, ki se ga mogoče edin problem pri tem je, da jaz verjamem, da tudi, recimo, oni so dali srečo pa kompetence. Jaz pravim, da so tudi kompetence posledica sreče. Tako da je sreča v obeh aspektih. V sreči je sreča, pa v kompetencah je sreča. Ne? In pol imaš pač problem. Ne? Ja, no, ampak mava pa, zdaj to je spet druga debata, koliko imamo moči, koliko nimamo, ker tle se tudi sta dva pola, ne, koliko mi lahko sploh vplivamo na svoje življenje, ampak predpostava izhaja iz točke, da imamo možnost iti iz reaktivnega v proaktivno, ne, da imamo ta growth mindset. Uporabno je to verjeti. Ja. Ja, ne veva pa, če je res. Ja, uporabno je to verjeti. Ja, super si povedal. Zdaj pa tleva pride vprašanje, kaj pa lahko naredim, da povečam svojo srečo, ne? Kaj lahko naredim, da dejansko bom imel v življenju več sreče. In zdaj, če gledava kariero, no, vzamem spet izključno kariero, je to, kar smo do zdaj govorila. V povzetku dobro se ponetworkaš, razvijaš neko kompetenco, ki ljudje to rabijo, poveš, da to znaš, dokažeš, da to znaš, si dosleden v tem, da to znaš, si odprt do novih priložnosti, iščeš nove priložnosti doma, v tujini, na internetu, kjerkoli že. In ja, višji, ko si, boljš menedžeraš, težje, bolj zahtevne projekte, bolj zahtevne ljudi in dobiš nove priložnosti in podobno. Ne? Ker sreča v prvem delu je head start, v drugem delu je pa koliko si izpostavljam priložnosti, kjer so favorable okoliščine, kjer so dobre okoliščine, da lahko nekaj narediš. Ne? Se pravi, veter v jadra. Ne? In zdaj, kar je v tvojem območju vpliva, je ravno to, ne? Da povečaš faktor sreče na ta način, da se bolj izpostaviš priložnosti, da imaš več opore, da imaš... Če spet ne gre, zakaj start-upi ali pa kaj se mi je zdelo start-upi? Država ogromne denarja investira v infrastrukturo, v financiranje, v communityje podjetnikov, zato ker je tako težko postati podjetnik. Ne? In ti dajo vso uporo v smislu znanja, skupnosti, vsega, da imaš večjo verjetnost, da uspeš, ker je tako težko. Ne? In tle je ista ideja. Srečo si jim povečal, če si jim zagotovil infrastrukturo, okolje okrog sebe, ki me bo podpirala v tem, da imam srečo, ki bo dotok priložnosti zagotovila, ki bo razvoj uma, razvoj osebnosti, se pravi to, ne, in vsak, ki je res uspešen, je imel enormno pomoči okolja, da bi uspešen. No, ta self-made man, absolutno vsak, pa skoraj vsak je trdo delo, je velik delo, je velik garov, ampak je imel tudi izjemno podporo okolja. Ne, in Sam mislim, da tega zavedanja ni pri teh ultra uspešnih. Se doskrat promovira to idejo, ne, jaz sem pa iz nič prišel, pa sem jaz naredil svojim trudom, ne, in mislim, da se s to narativo veliko škode dela v družbi, ker jaz verjamem, da ni resnično. Ne. In bi tudi mogoče drugače družbo organizirali, če bi mi vsi recimo stopili na ta čovn resnice, da je veliko stvari odvisno od sreče. Tudi to, a boš ti vložil neko trdo delo, pa boš imel kompetence, vse to je pač tudi posledica sreče. No, zdaj tudi s tem vprašanjem sem se ukvarjal, no, ker sem omenil, da se meni zdi, da v nekaterih pogledih sem imel veliko sreče, v drugih ne. Sem se vprašal, ne, zakaj je pa to tako, ne? Ali pa recimo nekdo, ki je imel ful sreče, ali pa če ima nek privilegij, ne, zakaj, in vprašanje, kaj ne pa naredi, ne? Ok, eno je, da reče, ja, imel sem ful sreče, ampak drugo, kaj pa lahko več naredi, ne? Pač, delal sem trdo to, imel sem pa ja tudi, ne, in trendi srečo, ne? Ja, no, ampak to pa dostih dela, ne? To zavedanje pa je, da se ne ukvarjajo s tem, a sem zdaj imel srečo, ali sem sam to dosegel, ampak se ukvarjajo, ok, če imam assetov ali pa nekih virov več, kot jih potrebujem, ne, zakaj jih ne bi dal pa nazaj. No, to se mi zdi pa, da je dost. No, ampak tako,
verjetnost miselnega toka, da bi se nekdo usedel, pa bi razmišljal, ali sem jaz zdaj to sam naredil, ali sem imel srečo, koliko je bilo enega, koliko je bilo drugega, pa da me to zdaj zanaliziral, pa to predstavil, ni... ne dogaja se to. Ja, zakaj bi to počel, ne? Ni nekega motiva. No? Oziroma, kar se dogaja je, da takrat, ko ne uspeš, ne, ali pa takrat, ko ne gre po tvojih planih, se začneš bolj to spraševati, kakor... Pač takrat, ko ti uspe, si v happeningu, ne, takrat novi projekti, vračanje družbi, mediji, ne, takrat ne ukvarja se, zakaj ti pa nekaj ne gre, ali pa je nekdo drug imel več sreče kot ti, ne, in vse to je logično in čist naravna posledica. No, se pa strinjam s tabo, da pa ja, kar je pa lahko, tle imamo dva problema, ne. Prvi problem je, da distribucija uspeha vodi spet v neko eksponentno neenakost. Ne? Se pravi, da imamo peščico ljudi, creatorjev, podjetnikov, ne vem še koga, ki dobi večino attentiona, premoženja in podobno. Ne? In ta neenakost se pač povečuje. In zdaj tudi, ne vem, če mi dva rekla, ok, sva uspešna, ne, na tej krivulji naslednji, ki je od najuspešen, ni mačkem bolj uspešen, ne, ampak je mnogo bolj uspešen, ne, lahko 10-krat, 100-krat bolj uspešen. Ne, in kar enkrat si zelo majhen proti vsakemu naslednjemu, ki je uspešen. Ne. Tudi nekdo, ki je milijonar, ne, proti milijarderju, je zelo majhen. Ne. Nekdo ima 1 milijon, on ima pa 1000 milijonov. Ne. To je 1000-krat več, ne, tako izjemno več. In to lahko zelo hitro vodi v zagrenjenost. Ne? In tako, kot sem prej rekla, če želiš, vedno lahko najdeš nekoga, s katerim se primerjaš, pa se počutiš majhnega. Ne? In te skale so ratale pač na dolgi rok tudi verjetno nevzdržne. Ne? In zdaj vsak naslednji, ki je uspešen, je bistveno bolj uspešen. Ne? In to te ne sme zagreniti. To ti lahko ful trdo delaš, ne, ful dobro delaš in podobno, ampak če se vsi te majhni faktori ne zložijo, ne, si lahko mačken manj uspešen, so pa te razlike potem res lahko hudo velike, ne, in se počutiš relativno majhnega. Ne, tako da... Ja, v tem koncu razporeditve se razlike večajo. Ne. Če pa gledamo celotno porazdelitev, se pa neenakost manjša, ne. Se pravi globalno, ne, napram zgodovini. In mislim, da ljudje tukaj pač malo vzamejo si, recimo gledamo samo Evropo, neenako se povečuje. Ja, res je, se povečuje, ampak veš, zaradi tega, ker uspešni imajo tok in so tok produktivni in so lahko še bolj produktivni, ker jih tok nagradimo, ali pa imajo neke svoje travme, ki jih rešujejo, ne, s tem uspehom, nič za to, s tem se tudi revščina rešuje, ne, in se v bistvu ta čist spodnji del potiska naprej. In to se mi zdi pomembno, ne, da ko si uspešen, in mislim, da tukaj malo čez povprečno plačo, neto, si med top 3% na svetu, ne, to se veliko ljudi ne zaveda, si uspešen, po globalnih standardih, da se začneš zavedati, da je posledica bila to sreče. Ne s tem, da sebe dol dajaš, pa da vse to, kar si se trudil, dajaš v nič. Ampak da se res zavedaš tega, da en pa pač je imel drugačne karte zdaljene in ne moreš zmagati pokra s temi kartami. Enostavno ne moreš. Ne? Tle se strinjam absolutno, kar si povedal. No, dva fenomena sta. Eden je, da vsi imamo zelo radi izrek stari dobri časi, ne? In si predstavljamo, da ne vem, v katerem letu 1960 je bilo ful boljš, ne, ampak mi si predstavljamo to tako vse dobro iz današnjih časov, ne, damo v zgodovino in damo stran tisto, kar nam zdaj ni všeč. Ne predstavljamo si, da ne vem, koliko let nazaj ni bilo WC papirja, ni bilo ne vem, česa še ne, ampak zelo izven konteksta, zato ker nam je bilo nekaj oduzeto, nekaj pogrešamo, nekaj ne dosegamo svojih ciljev in najdemo neko uteho ali pa rečemo, ne, ja, lej, takrat je bilo pa tako, pa spet ne vzamemo se čas, da bi res razmislili pa pogledali celostno sliko, ampak vzamemo izven konteksta. Ne. Tako da ja, te stari dobri časi so redko res to, kar, da so bili res stari dobri časi, ne, ampak je pač to neka uteha, ki si jo damo. Ne. Zdaj, drug fenomen je pa ta, ki si omenil, se absolutno strinjam, da če bi gledali revščina pa nekak status, da počas raste, ne, ima pa drugo zadevo, ki jo je psihološko, ne, relativno težko ozavestiti.
Zato, ker obstaja en fenomen, ki mu rečemo, tako zdaj malo po domač povedano, ampak se mi zdi dobra prispodoba. Brezdomec se ne primerja z uspešnim poslovnežem, ampak z brezdomcem, ki ima eno flašo več od njega. In zdaj, mehurčki v bistvu. Ja, ti ne rečeš, ja, zdaj sem pa jaz primerjal z nekom, ne vem, iz bolj revnih držav, pa kako je meni tle boljše, ampak se boš s sosedom, ki ima pač eno kravo več, ali pa kako radi Slovenci rečemo. Tako da tle pa pride te vaje. Zdaj ima Cayenne, ti imaš pa BMW. Ja. Zdaj je tako. Iz hvaležnosti, pa da gojiš to zavedanje, pa da gotoviš optimizem, pa da tudi vidiš, kje ima srečo. Ker mi kaj naredimo, vidimo to, kjer imajo drugi več sreče, ne vidimo pa, kje imamo mi srečo, ali pa to radi zelo hitro zanemarimo. In ja, tle pa iz kognitivno-vedenske filozofije, filozofije psihologije je pač ful dobra vaja, da ravno to ne, da se izogibaš tem popačenjem, kjer vidiš samo eno stran ali pa ustvarja samo eni stvari, pa rečeš, on je imel ful sreče, zdaj mu pa zavidam, pa me to pelje v neka destruktivna vedenja, se pač enostavno usedeš, pa pogledaš pluse, kje sem imel pa jaz srečo, lahko naštejem, kje sem na zadnjem. Probaš čim bolj pogledati tudi svojo situacijo, da ni črno-bela, ker življenje ni nikoli črno-belo, ampak je vedno nekje vmes, nekje nam gre boljš, nekje nam gre slabš, nekje se moramo bolj potruditi in podobno. Je pa to, lahko o tem govoriti, pač živeti je pa težje. In to, se pravi, kako biti o predpostavki, ki smo rekla, da imamo kar neki osebne moči, kako biti ne samo reaktiven, pa na svoje čustva reagirati, kako jih ne potlačati, ampak jih probati sprocesirati, pa narediti neko racionalno strategijo, da boš imel več sreče, da boš izkoristil srečo, ko jo imaš, da boš imel na koncu pač kvaliteto življenja in pomagal okolici do boljše kvalitete. Tako.